Na povabilo občine Slovenske Konjice in Sveta za invalide v okviru projekta Občina po meri invalidov se je odzval magister Cveto Uršič, izjemni strokovnjak na področju varstva invalidov. Obširno predavanje z tega področja je potekalo v ponedeljek 18. novembra 2013 ob 16. uri v veliki avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah. Magister Cveto Uršič je kot predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja predstavil delo te službe in zakonodajo iz invalidskega področja. Direktorat sodeluje pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi ter spremlja izvajanje nacionalnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno. Izdeluje analize, poročila, navodila, strokovna mnenja in druga gradiva z invalidskega področja. Hkrati opravlja in usklajuje naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva. Med naloge direktorata sodi tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja oziroma invalidske organizacije, vodenje evidenc invalidskih podjetij in organizacij ter sodelovanje z njimi. Vam bom v obrisih predstavil slovensko zakonodajo na področju invalidskega varstva. Uvodoma moram zelo pošteno povedati, da vam seveda čisto vsega ne bom mogel povedati, ker, kot je že gospa omenila, tematika je zelo široka, predpisov je zelo veliko. Če samo, recimo, izpostavim Zakon o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, ima približno 430 členov, če si ga sprintate, skoraj 200 strani. Torej bi lahko cel popoldne govorili samo o pokojninskem zavarovanju, o pravicah, ki jih imajo starostni upokojenci, invalidski upokojenci, kaj je poklicna rehabilitacija, kaj je invalidnina, kaj je telesna okvara, cel popoldne. Aktualna je socialna zakonodaja, novosti tudi o tem, kdo je upravičen do denarne socialne pomoči, kaj je varstveni dodatek, ponovno. Tako da šel bom skozi, predstavil bom v obrisih tiste stvari, ki se meni zdijo pomembne, na nekatere bom samo upozoril, pa vas tudi na potu, kam je to vprašati, nekatere bolj podrobno. Dovolite mi, da se še predstavim. Na prvi prosojnici je že pisalo, da sem predsednik Komisije za invalide v moji domači občini Radovljica. Radovljica je tudi mesto, ki je dobil priznanje občina po meri invalidov in imamo že nekaj let komisijo, ki kar pridno dela. Na tej komisiji smo različni ljudje, invalidi, predstavniki ključnih inštitucij, župan redno prihaja na naša srečanja, imamo program in tako naprej. Še nekaj stvari zapisanih. Vesel, ponosen sem na to, da sem že vsaj 30 let prostovoljc. Začel sem pri enem gibanju prijateljstva bolnikov in invalidov. Potem sem na Zvezi paraplegikov bil spremljevalec v Pineti na Sožitju. Nekaj zgodb je. Zelo dolgo časa sem pa tudi že zelo aktiven na Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Profesionalno sem večino svoje poklicne poti preživel na Soči, Zavodu za rehabilitacijo, kot direktor enega dela Soče. Zadnjih 7-8 let sem pa na ministrstvu, kjer sem bil večino časa generalni direktor enega direktorata, trenutno sem sekretar. Prost čas, tečem zelo rad, s prijatelji pa počnemo še eno trpavijo. Ker dan zmeri na ekran, malo za šalo, malo za res, v zimke mraz, plavamo v Blejskem jezeru. Najhujš, kar je bilo, je bil zrak ene -8, -10, pa ene 50 metrov je bilo še vode. Da vidite, da smo in resni in neresni ljudje. Delal sem veliko tudi za Združene narode in še za koga. Podan je bil krajši pregled zakonodaje z področja varstva invalidov, saj je le-ta precej obsežna in opredeljena v kar preko 40 zakonih in podzakonskih predpisih. Prisotni so bili s prehodom skozi zakonodajo, kot to rad imenuje sam predavatelj, zadovoljni, saj so prejeli izčrpne informacije. S tem bom počas zaključil. Veliko ste, če je občina po meri invalidov, javni slajd, ki sem ga v Radovljici naredil, ko smo delali. Vse to, o čemer sem govoril, seveda je
spada tudi v zgodbo občine po meri invalidov, da invalidi poznajo pravice, da se občina spoštuje zakone, vse tiste inštitucije, ki so v občini, da se prilagodi okolje. Radovljic, ko smo štartali na to zgodbo, smo ravno tisti čas prilagajali tudi grad Krščino, prenovili in smo zahtevali svetu, da se postavi dvigalo tudi v grad Krščino. Spomničari so bili zelo proti, ampak na koncu smo našli rešitev, da je to dvigalo znotraj grada, v nekem atriju, ki je čisto naš podoben prizadeta. Pa še starejši ljudje in ljudje vsi lahko pridejo vse nadstropje. Tako da, to so zgodbe, ki jih je treba in tukaj sem probal narediti, takrat, ko smo to delali na zgodbico, na kaj vse je treba biti pozitiv. Na vse to, čemer sem danes govoril. To je pa čisto zadnja sličica. Žal, ki sem večkrat vmesel na nekaj je napisano, nekaj je pa življenje. In to je bistveno, kar verjetno ste slišali za mene. To je bil nemški kancler konec 19. stoletja, ki se moramo zahvaliti, da imamo danes pokojninsko zavarovanje, tako kot imamo zdravstveno zavarovanje, tako kot imamo. On je uvedel to zavarovanje v Nemčiji, ne sicer toliko verjetno tudi zaradi tega, ker je bil spoštovanja vredni človek, ampak uvedel tudi zato, ker je hotel zaščititi državo. Je pa še ogromno zgodb starih, ki sploh nisem odprl. Vmes sem nekaj v vrtcu, nekaj v šoli, lahko bi še kaj povedal v drugih zgodbah. Hvala.